Dobro jutro iz Maribora, ura je 10 minut čez 5. Tokrat sem vstal še majčkeno bolj zgodaj. Bom videl, če je ob tej uri dovolj svetlobe, da ne bo video posnetek preveč zrnat. Spat sem šel v polnoči. Danes bom govoril o pomembnosti izobraževanja, samoizobraževanja. Mi imamo v naši družbi sistem izobraževanja, ko nas starši učijo o določenih stvareh, potem gremo v vrtec, pa potem v osnovno šolo, pa srednjo, pa tako naprej, fakultete. Ampak v vseh teh šolah nas ne učijo o temeljnih življenjskih stvareh, o veščinah, ki bi nam omogočale razumevanje delovanja nas samih, našega uma, čustev, izgradnja medsebojnih odnosov. Še bolj pomembno je pa to, kaj je sploh življenje, kako funkcionira ta realnost, kaj se dogaja pred rojstvom, po smrti. In človek v bistvu živi neko predprogramirano življenje, smo kot neke vrste zasanjene bitja, neke vrste biološki roboti, zombiji, ki delujemo po nekih nezavednih miselnih vzorcih. In šele, ko se nam ponavadi zgodi kakšna močna življenjska prelomnica, ko doživimo kakšno mogoče nesrečo ali bolezen, ko smo tik pred smrtjo, ko smo v situaciji, ki ogrozi naše življenje, ali ko doživimo kakšno močno travmo, izgubo bližnjega, razvezo ali kaj podobnega, takrat šele na žalost začnemo razmišljati o tem, kaj je življenje, kaj se prav dogaja na tem svetu in kakšno vlogo imamo mi pri vsem tem. Zato je zelo pomembno, ker zaenkrat take šole še ni, da vsak stopi sam na pot raziskovanja teh stvari. Jaz te stvari raziskujem približno tam od leta 2000, ko sem tudi jaz doživel tak močen prelomni trenutek v svojem življenju. In v teh zadnjih 14 letih sem proučil že marsikaj. Poznam praktično vse stvari, ki obstajajo na tem svetu v povezavi z psihologijo, sociologijo, ezoteriko, duhovnostjo, jogo, meditacijami, tai chijem, karkoli v povezavi z notranjim delovanjem človeka, z zasmrtjem, z inkarnacijo in tako naprej. In lahko vam povem, da sem marsikatero tehniko preizkusil, metodo razsvetljenja, doživljanja določenih stvari. In ugotovil sem, da za nekatere stvari, nekatere metode delujejo, nekatere ne. In večina stvari name ni pustilo večjega vtisa. To pa zaradi tega, ker v svoji notranjosti sem vedel, da to, kar slišim, kar me drugi učijo, da ni čista resnica. Da nekaj smrdi, da je v ozadju nekaj povsem drugega. In zato sem nadaljeval z raziskovanjem. In pred 4 leti sem odkril zanimiv vir informacij, preko katerega študiram še sedaj. To je gradivo, ki prihaja v ta svet preko meddimenzijskega portala, ker je na sodoben,
enostaven, zdravorazumski način razloženo, kako deluje to stvarstvo, kaj smo mi, in praktične rešitve, kako si lahko vsak izboljša življenje in kako lahko spremenimo razmere na tem svetu tako, da bodo najboljše za vse. In pomembno je, da vsak sam samostojno začne raziskovati ta material, da dobi sam osebno izkušnjo, ker ljudje seveda dvomijo, primerjajo stvari z do zdaj spoznanimi stvarmi v življenju, ker seveda vsak se boji, kaj pa če to, kar jaz recimo govorim vam, če je laž, če ni resnica, da se bo enkrat v prihodnosti spoznalo, da vendarle stvari so pa drugačne. No, lahko se bo to zgodilo, lahko da se ne bo, ampak na osnovi mojih izkušenj lahko rečem, da ta material je najbolj uporaben za praktično življenje, je univerzalen, ni del nobene religije, nobene filozofije, ampak je dejansko na neke vrste znanstven način raziskano, kako deluje ta svet, to vesolje, to stvarstvo, in je razloženo na tak način, da lahko čisto vsak razume. Ker je pa teh informacij ogromno in ker je stvarstvo kompleksno, pa je seveda tega materiala ogromno. Zato vas vabim, da stopite na pot samostojnega raziskovanja, poglejte si povezave v opisu tega videoposnetka. V naslednjih 2 posnetkih vam pa še predstavim 2 strukturirana vira informacij, ki jih tudi priporočam iz tega vira Destiny skupine oziroma preko meddimenzijskega portala. Uživajte v spoznavanju samega sebe in tega sveta in nasvidenje v naslednjih posnetkih.